Pozdravljeni. Teden je naokoli in prišel je ponovno čas za naš običajen komentar novic, tokrat številka 24. Kot običajno tudi tokrat 4 različni sklopi. V vsakem bom poskušal dati svoj komentar na tiste dogodke, o katerih se je govorilo premalo, oziroma o katerih menim, da je treba dati malce bolj poglobljeno razlago. Kolikor koga zanima, kaj je pisalo v tistih člankih, ki so citirani, kot običajno ima vse bližnjice do originalov navedene v opisu. Poleg tega tudi bližnjice do tistih prejšnjih prispevkov iz mojega kanala, ki so omenjeni v posameznem sklopu. A kar imamo danes kar nekaj zanimivih tem, je najbolje, da kar začnemo. V našem prvem sklopu se bomo ukvarjali s temo, ki smo jo načeli že včeraj. Namreč nekako sem sumil, da bo v roku nekaj ur Pirelli objavil tisto uradno poročilo o tem, kar se je zgodilo na bolidu Lensa Strolla ter Maxa Verstappena v Azerbajdžanu. In tako je tudi bilo. V mnogih virih ste lahko zasledili članke in povzel bom tisto, kar sem prebral v italijanskem Autosprintu 16.6., dan prej pa na uradni strani Formule 1 f1.com, The Race in seveda motorsport.com. Pirelli je izdal uradno poročilo, kjer pravzaprav ni določil vzroka, zakaj sta Lance Stroll in Max Verstappen imela težave. Povedal je, da je zadnja leva pneumatika pustila na tisti notranji steni, notranjem ramenu, da ni šlo za kak drobec na progi, da niso zasledili sledi kakšne tovarniške napake pri izdelavi in kar je najbolj pomembno, povedali so, da vse pneumatike so bile znotraj tistih mej, ki jih je Pirelli določil za uporabo. Govorimo o tlaku. Seveda na motorsport.com Jonathan Noble praktično je začel malce opravičevati tisto, kar je napisal v prejšnjih člankih. Seveda gre za neko ukrivljanje pravil in začudil sem se, ko je začel dobesedno plezati po zrcalu. A zanimivo je nekaj drugega, da je FIA izdala novo tehnično direktivo, s katero bodo bolj striktno preverjali tlak v pneumatikah in relativne temperature. Težava je v tem, da nihče ni kršil tistega, kar je Pirelli zapovedal, in Pirelli ni našel napake na pneumatikah. Torej, kdo je kriv? In zakaj je potrebno uvajati novo metodologijo merjenja tlaka in temperature? Namreč razlaga, katera se meni osebno zdi najbolj racionalna, je po svoje tudi malce dolgočasna. Pirelli se je zmotil pri določanju trdot za progo v Bakuju. Namreč na eni izmed najbolj hitrih prog, kar se tiče končne hitrosti, smo videli popolnoma enake mešanice kot v Monaku, na eni izmed najbolj počasnih prog. A seveda, Pirelli ni kriv. Čeprav so se dobro zavedali, in to smo dokazali v včerajšnjem prispevku, da je nekaj na zadnjem paru pneumatik narobe. Namreč, zakaj so potem dvignili tlak za 1 funt na kvadratni palec, če je bilo vse v najlepšem redu? Verjetno, če bi ga dvignili za 1,5 funta, ne Stroll, ne Verstappen sploh ne bi imela težav. A pustimo sedaj to, oni so profesionalci in oni vedo, kaj delajo. Zanimiva je replika Jensena Buttona na planetf1.com 16.6.,
Sem prebral poleg ostalega njegovo izjavo in ta, parafrazirano, gre nekako takole. Seveda, če ni bil drobec, če ni šlo za tovarniško napako in če so se ekipe držale minimalnih predpisanih tlakov, kdo je potem kriv? Je šlo za kako voodoo magijo mogoče? Namreč Pirelli v svojem pisanju namiguje, da ekipe so nekaj naredile. A vemo, da Pirelli ima težave s svojimi pnevmatikami od avgusta 2020. Tudi zaradi tega so vpeljali novo konstrukcijo v tej sezoni, čeprav niso spremenili mešanic. Sedaj bi vas rad spomnil na tisto, kar se je dogajalo v sezoni 2013, prav s pnevmatikami Pirelli. Namreč mnogo jih je popustilo podobno ali celo huje od tistega, kar smo videli na progi v Bakuju. A verjeli ali ne, ukolikor se spomnite, po Pirellijevo so bile zmeraj krive ekipe. Sam torej menim, da v tem primeru se malce odvrača pozornost od tistega, ki je bil odgovoren za nastanek te nevarne situacije. In to je dobavitelj pnevmatik, ampak kot ponavadi, moje razmišljanje, moje mnenje in moj komentar. V našem drugem sklopu se bomo dotaknili pa tistega drugega področja, druge tehnične direktive, ki bo stopila v veljavo na prihajajoči veliki nagradi Francije. Navajam tisto, kar je zapisano na spletni strani Scuderia France 16.6. Izjemno zanimiva kolumna, kjer lahko spremljamo razmišljanje, kako je Formula 1 dobesedno dvolična. Namreč prepoveduje fleksibilnost aerodinamičnih površin, po drugi strani pa dovoljuje DRS. In da ne bo pomot, DRS je izrecno dovoljen v pravilniku. Prepovedano je imeti mobilne aerodinamične površine, razen v primeru DRS-a. A zavedati se moramo ene zadeve. DRS ni nič drugega kot poenostavljen in aerodinamično bolj učinkovit F-takt. Kolikor bi v Formuli 1 želeli imeti sistem, ki bi imel podobno delovanje kot današnji DRS, so to že izumili pri McLarenu. Seveda, kot sem že omenil, učinek takrat je bil manjši in vložek denarja v razvoj bistveno večji. Zato so se za to odločili. In v bistvu gre za neko rešitev, ki je omogočala vsem ekipam, da so imele učinkovito rešitev za sorazmerno majhen vložek denarja. In zaradi tega je zadeva upravičena. Ampak načeloma dam prav avtorju. Zakaj se toliko ukvarjajo s tistimi upogljivimi profili ter nosilci stabilizatorjev, če sami dovolijo tisto zanko na DRS-u? A seveda gre za načelne zadeve. Kar se tiče tehnične izvedbe, mislim, da DRS je enostaven, varen in učinkovit, čeprav marsikateremu navdušencu sploh ni všeč. Na spletni strani Race Fans sem 16.6. zasledil izjemno zanimiv članek. Namreč pri ekipi Alpine imajo tako imenovane sladke težave. Imajo premalo sedežev za vse tiste potencialno dobre kandidate, ki jih imajo v mlajših ugonih. Kolikor se ozremo samo na Formulo 2, ima tam Alpine kar 3 perspektivne voznike. Lundgaarda, Huja in predvsem Piastrija. Težava je v tem, da v ekipi Formule 1 dobesedno ni prostora. Esteban Ocon je začel s pogovori o podaljšanju, medtem ko ima Fernando Alonso že podpisano pogodbo.
In kot sem povedal, Lundgaard na začetku te sezone ni pokazal še svojega talenta, medtem ko veteran Žu in Piastri sta prvi in drugi. Piastri je zanimiv predvsem iz tega vidika, ker je novinec. Lani je zmagal Formulo 3 in lahko bi šel po stopinjah, naprimer Charlesa Leclerca, ki je zaporedoma osvojil Formulo 3, Formulo 2 in nato prestopil v Formulo 1. Problem je samo kam. Ne smemo odpisati niti Žuja, namreč je Kitajec, ima podporo iz lastne države in čeprav je že kar nekaj sezon v Formuli 2, ima letos zadnjo priložnost, po mojem osebnem mnenju, da se prebije naprej. Mislim, da pri Alpinu si ne smejo dovoliti tistega, kar se jim je zgodilo z Aitkenem. Namreč ta je prestopil iz takratnega Renaulta v Williams in praktično že v istem koledarskem letu je dobil priložnost, da je nastopil na dirki za svetovno prvenstvo. V pravem trenutku je bil na pravem mestu. A seveda, ukolikor se ima člane, ki so perspektivni v mladinskem pogonu, je lahko jih razporejati v razne ekipe. Po mojem mnenju so večje težave, kolikor se nima pravega kadra. A videli bomo v nadaljevanju, kako bodo to pri Alpinu rešili. V našem zadnjem sklopu se bomo pa ukvarjali zopet z načelnimi temami. Če smo se jih malček že dotaknili v drugem sklopu, se bomo tokrat lotili malce bolj globoke morale v svetu motošporta. Navajam namreč članek, ki sem ga zasledil na italijanski verziji spletnega časopisa motosport.com 15.6. Namreč na veliki nagradi Francije bo Ferrari res tistih napisov Mission Win Now in lahko sklepamo, da tudi na McLarenu ne bo tistih napisov vezanih na njihovega tobačnega pokrovitelja. Zakaj gre tu za načelno in moralno vprašanje? Sam razumem, da ima država zakonodajo, ki točno določa, kaj se sme in kaj se ne sme. Težava je v tem, da v Evropski uniji smo videli na različnih velikih nagradah različne standarde. Toliko je govora o tem, da so tobačni pokrovitelji prepovedani, nato pa pridemo prav v Formuli 1 do vprašanja, da so v nekaterih državah dovoljeni v taki ali drugačni obliki, v drugih absolutno ne. Mislim, da bi se tu morali odločiti, kaj je dovoljeno in kaj ne. Po drugi strani imam že nekaj let v svoji podzavesti vprašanje, kaj sploh pravzaprav Mission Win Now je. Vsi govorijo, da ne gre za tobačne izdelke, da ne gre za propagiranje kajenja, a sam sem se že premnogokrat vprašal, da bi rad vedel, kaj je in ne kaj ni. Menim, da še dolgo časa bom čakal na odgovor na to vprašanje. A do takrat seveda se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Vas vabim naslednji teden k poslušanju in gledanju novega komentarja novic. Do takrat pa nasvidenje.